Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Ja, malce dalj časa je trajalo, da smo se ponovno po počitnicah javili. Imamo razlog za to, in sicer prenavljali smo spletno stran in če lahko po domače povem, razvijali smo gadgete, različne gadgete, ki vam bodo v pomoč pri upravljanju vašega premoženja. Najprej bi rada vas pozdravila v 6. sezoni MoneyHow. Joj, sem tako vesela, da smo zagnali ta projekt. Leta 2021, februarja je bila objavljena prva epizoda. Vesela sem, da že 5 let ustvarjamo MoneyHow in da bomo naslednje leto pravzaprav praznovali 5. obletnico od ustanovitve MoneyHow. MoneyHow se zdaj razvija, dobiva neko novo podobo. Jaz sem rekla temu, da je to nastala izobraževalna finančna platforma, se pravi, želim jo zastaviti širše kot samo podcast. Najprej pa zahvala vsem vam, ki ste z nami že 5 sezon. Nekateri ste se nedavno priključili, nekateri nas spremljate od samega začetka. Ne glede na to, iskrena hvala, da nas podpirate, da ste z nami, in mislim, da v 6. sezoni vam ne bo žal, da boste z nami pač ostali še naprej. Tako da iskrena hvala. Vse, ki še niste naročeni na MoneyHow, bodisi na YouTube ali na katerikoli platformi za poslušanje podcastov, vas vabim, da se naročite, subscribate, da boste obveščeni o vseh novih epizodah, ki bodo objavljene. Letošnja sezona bo malce drugačna. Pripravljam kar nekaj sprememb. V bistvu, če sem čisto iskrena, se nekako vračam nazaj svojim koreninam. Meni je v bistvu raziskovanje področja osebnih financ zelo ljubo. S tem se ukvarjam konec koncev zdaj že 20 let, ne? In ni samo investiranje, so tudi druge tematike, ki bi v bistvu potrebovale neko našo pozornost. Tako da bom kombinirala malce investiranja tudi z drugimi vsebinami, za katere ocenim, da vam lahko zelo koristijo, oziroma še bolje, če vi imate kakršenkoli finančni izziv, dilemo, ne glede na to, a gre za investiranje ali karkoli, kupovanje stanovanja, najemanje posojil, nima veze, pošljite mi vprašanje in bom z veseljem se poglobila in poiskala najbolj optimalne rešitve oziroma odgovore za vas. Tako da MoneyHow bo malce drugačen, mislim, da pa tudi bo več epizod. Nekatere epizode bodo malce krajše, druge bodo pa deep dive, kar ste v bistvu že vajeni. MoneyHow v novo sezono vstopa z novo spletno stranjo www.money-how.si. Vabim vas, da si pogledate. Je osvežena, je veliko nekih novitet na spletni strani. Ena od novitet je tudi dnevni espresso. To je v bistvu vsakodnevna doza najpomembnejših finančnih novic za vas. Jaz sem pristaš tega, da ne delamo na količini, ker smo toliko bombardirani z vseh strani, z novicami, bombardirani, da sem se odločila, da bo fokus res na kvaliteti. To ne pomeni, da bomo imeli po 30 člankov objavljenih na dan, ker to res nima smisla. Fokus bo na kvalitetni vsebini, ki bo dodajala vrednost vam, ki boste brali to vsebino. Tako kot na stari spletni strani, imate tudi na novi spletni strani bootcampe, delavnice. Še vedno obstajajo delavnice, kot so investiranje za začetnike, investiranje v delnice, investiranje finančno močna. Se pravi, te 3 delavnice so zdaj na voljo na novi platformi, ki je uporabniku malce bolj prijazna. Moram pa iskreno povedati, da ko sem prenašala vse te delavnice in nekako bujala spomine, kako smo to pripravljali, s kakšnim entuziazmom in kakšna je vsebina znotraj te delavnic, lahko rečem, wow. Res dobite zelo veliko za v bistvu pač
kot plačilo teh delavnic. No. Mislim, da je zelo kvalitetna vsebina. Investiranje v delnice, 8 ur, dobrih 7 ur vsebine. Investiranje za začetnike, torej tiste, ki vstopate na trg, kupujete večinoma ETF-e, 4 ure pa pol, nekaj taga. Ne? To so res kar take obsežne delavnice in mislim, da zelo veliko stvari dobite znotraj teh delavnic. Je pa res, da se stalno pojavijo neke novosti, tako da bom tudi znotraj teh delavnic objavljala te novosti in dobili boste tako opozorilce, da je neka vsebina posodobljena. Tudi to je ena taka, se mi zdi, pomembna novost, ki jo uvajamo. Zdaj, bootcampi potekajo že celo leto za začetnike, ostajamo pač še naprej s temi našimi bootcampi prisotni tako preko te delavnice, ki jo dobijo čisto vsi, ki se naročijo na bootcamp, dobijo tudi hkrati bonus delavnico investiranje za začetnike, hkrati pa seveda se srečamo v živo in malce predebatiramo o teh zadevah, ki vas tudi najbolj zanimajo. Najprej gremo skozi vsebino, potem pa se poglobimo v stvari, ki vas največ zanimajo. Res so zanimiva vprašanja in se mi zdi, da že iz teh vprašanj bi se lahko naredili zelo veliko nekih upgradeov v teh delavnicah. Potem sem tudi malo eksperimentalno, jaz sem nagnjena k eksperimentiranju, sem naredila tudi bootcamp za mlade. Glejte, moj sin je 18 let star in meni se zdi, pač, je malce posebna situacija pri meni doma, ker sta oba otroka odraščala v okolju, ker smo se res zelo veliko pogovarjali o denarju. V marsikaterih družinah se pa pač ne pogovarjajo o denarju in se mi zdi, da bootcamp je lahko en tak dobra odskočna deska v svet odraslih. Bootcamp za mlade je namenjen predvsem tistim, ki so že polnoletni oziroma tudi 17-letniki se jo lahko udeležijo. Zaradi tega, ker želim, da so predvsem proaktivni v smislu, da pač odprejo račun in kupijo prvo investicijo. Na teh bootcampih se predstavi tudi moj sin, ki v bistvu predstavi svoj portfelj in pove pač tudi svoje neke izzive. Na njemu se je zdelo, ko je začel investirati mogoče v ETF-e, se mu je zdelo, meni je malo preveč dolg, če se sraba malce adrenalina, in je povedal, katere delnice vse je kupil in kaj se potem dogaja s tem delnicami, kako doživlja vzpone in padce. To je, se mi zdi, da je res ena taka dodana vrednost za mlade, ki bi želeli vstopiti v ta svet, da slišijo tudi iz ust enega vrstnika, kako doživlja trge. Psihologija je tako močna na borzi, psihologija denarja, da je to res nekaj neverjetnega. Zato sem se letos odločila, oziroma naslednje leto maja odločila, da naredim en res huge dogodek. Anyhow, FIRE. FIRE pomeni Financial Independence Retire Early, kako do finančne svobode. In tukaj nameravam pripeljati enega zelo dobrega sogovornika, gosta, res vrhunskega. Mislim, da če boste prišli na Anyhow FIRE, mislim, da vam ne bo žal. Skratka, veliko se govori o tem, veliko je raznih informacij, kako doseči to, kaj pa početi, kako črpati sredstva potem, ko se upokojiš in tako dalje. Jaz vam moram iskreno priznati, jaz poznam ogromno ljudi, ki so financial independent, ampak večina od teh pa lahko ležijo na plaži kjerkoli po svetu, večina teh ne leži na plaži in niso upokojeni, ampak delajo. Delajo tisto, kar jih pravzaprav najbolj veseli, razveseljuje, dobro, tudi kakšno neprijetno opravilo pač morajo, pač enostavno ne gre brez tega. No? In naredila sem tudi 3 epizode s podjetniki in jih mislim še več narediti o tem, zanimiv način razmišljanja imajo. Ne? To so ljudje, ki so prodali svoje podjetja za več milijonov evrov. To so podjetniki, ki so dobili več milijonov denarja, po več 10 milijonov denarja. Da je tehnično gledano, zakaj bi sploh še delali v lifeu? Zaradi tega, ker imajo neke cilje.
In o tem v bistvu se bomo pogovarjali, o tem FIRE movementu, o nekih, pač o tem, kako si zgraditi življenje, zato da lahko res počneš to, kar te v življenju veseli. Tako da to po moje bo kar tak kulski dogodek. Vstopnica je res malce dražja, ampak morate razumeti, da gre za res veliko investicijo. Ne bi zdaj šla prav preveč v detajle, ampak mislim, da bo imela priložnost malce bolj poglobljeno tudi razkriti v prihodnosti vse te stvari, kaj se vse dogajalo behind the scenes. Tako da definitivno je nekaj, kar znotraj mojih služb prejšnjih, Bloomberg Adria ali Finance, ne bi mogla nikoli v life narediti. Skratka, gremo naprej. Seveda ostajajo tudi z nami davčne epizode, to mora biti že novembra, prva davčna epizoda, kjer se bom pogovarjala, mislim, da sta z mano že praktično vsa leta, Ivan Kranjec in pa Jure Merecina. Jaz sem jima neizmerno hvaležna, ki sta pripravljeni si vzeti 1 uro časa, zato da odgovarjajo na vaše vprašanja. Eno vprašanje so praktično iz leta v leto ponavljajo in jih ponavljamo vztrajno, ampak očitno bo treba še malo ponavljati. Zdaj pa pojdimo na del, ki je pa res čist nov na spletni strani money-hub.si. To sta 2 gadgeta, Modri AI, se pravi vprašaj modrega. Modri AI je pravzaprav kot nek finančni pomočnik, ki v bistvu odgovarja na vaše dileme, vprašanja. ChatGPT zna biti malo schizofren, pa včasih se malo kar nekaj izmisli. Modri AI pa je v bistvu počrpal znanje, ki je bilo akumulirano v zadnjih 5 letih na MoneyHub, in iz teh 200 plus epizod smo v bistvu lahko naredili res bogato založeno knjižnico znanja. Pa ne samo iz tega, vsakič vedno znova dodajamo znanje. Tisto, kar pa pač Modri AI ne najde, pa črpa po res preverjenih informacijah, za katere smo mi ocenili, da so preverjene. Tako da najprej se vklopi naša baza, potem pa gre naprej raziskovati. Tako da Modri AI je v bistvu osnovna verzija, prišla bo še upgradena verzija, naredili smo tudi roadmap, kaj v bistvu vse načrtujemo, in končna destinacija je personalizacija. Da boste vi lahko v bistvu spremljali vsebine točno prikrojene temu, kar pač vi želite spremljati. Od delnic, ETF-ov, investicijskih strategij, priprave rebalansiranja, osebnih finančnih načrtov in tako dalje. Vse to prihaja. Tako da Modri AI po moje zna biti kar dost kulski. Tudi zdaj recimo dobite povzetke epizod, recimo če bi vas zanimalo, kako investira Damjan Merlak, boste našli vse informacije o tem znotraj Modrega AI, kako investira Ivo Boscarol, kaj pomeni INR in ali se splača čakati na INR. To sem pravzaprav objavila pred kratkim članek, ker pač, bila sem na nekem dogodku od Ministrstva za finance, ker me je Nikolina Prah, državna sekretarka, vprašala, ali boš priporočala INR ljudem, vsem generacijam. Zdaj, bom priporočala, vendar zaenkrat pač ne vemo, kakšni bodo stroški. In potem je odgovorila, nam so ponudniki obljubili, da bodo normalni stroški, da ne bodo prav preveč zasoljeni stroški. Ampak dokler mi teh stroškov ne vidimo, težko rečemo, to se pa zdaj vsem ful splača. Tako da dajmo počakati na te stroške, ki bodo razkriti. Bi pa rada še to povedala, kaj se tiče INR. Malce sem se poglabljala v INR ta vikend in sem ugotovila, da INR mogoče zna biti zanimiv za investitorje, ki mogoče malo bolj so aktivni investitorji, se pravi, skačejo iz in ven pozicije za rebalansiranje in tako dalje, ker dejansko boš to lahko počel brez davčnega dogodka. Za tiste, ki so pa hodlari, se pravi, pač so dolgoročni investitorji, bojo držali 15 plus let, in pa pravzaprav bi mogel biti fokus na stroških.
Tako da, tle moramo še počakati na te stroške, da bomo lahko res dali poglobljeno analizo tega INR-ja. Hkrati pa vidim, da tisti investitorji, ki imajo mogoče malo bolj globoke žepe, da bodo v bistvu mogoče kombinirali dva portfelja. Enega aktivnega, ki ga bodo izvajali znotraj INR-ja, in pač tistega pasivnega, ki ga bojo imeli pri nekem brokerju. Pa da bo cenovno seveda ugoden. Hkrati bi pa rada še vse nekaj povedala. No? 20,000 evrov je prvo leto možno plačilo, potem pa po 5,000 evrov vsako leto. To pomeni, da boste rabili, mislim, da 27 let, da zafilate tisto kvoto maksimalno 150,000 evrov. Če boste pa dodali še 5,000, ki bodo namenjene investiranju v slovenske delnice, pa mislim, da 14 let. Zdaj bi mogla pogledati točno, ampak v članku, ki sem ga napisala in je objavljen na blogu, si lahko res detaljno pogledate to razmišljanje. Zdaj, kar se tiče tega INR-ja, pa spodbujanja slovenskega kapitalskega trga. Jaz sem za to, da pač naredimo čim več za slovenski kapitalski trg, ampak seveda sem za to, da delamo z glavo. Pač dejstvo je, da slovenska borza je nišna borza. Ne moramo tega spremeniti. Ne? Tudi zelo malo prometa je na borzi. Tako da, zanimivo mi je bilo, ko sem se pogovarjala s predsednikom uprave Marko Bombač iz Ljubljanske borze. Jaz njega poznam že zelo dolgo časa, on je bil prej analitik na NLB skladi in takrat je pač bila njegova filozofija investiranja v slovenske delnice malce drugačna, kot je danes. Danes mi je odgovoril, da ima 20 do 25% izpostavljenost do slovenskega trga, medtem ko pred parimi leti je dal izjavo za Siol, da ne vidi razloga, da bi ti bil več kot 1% izpostavljen v slovenske delnice. Itak smo izpostavljeni preko nepremičnin, preko plače in tako dalje. Tako da, jaz verjamem v to, da nekako se ljudje, tudi kot investitorji, skozi različne časovne obdobje spreminjamo. Recimo, ko smo mlajši, to pač opažam tudi pri sebi, čeprav mogoče niti ne tako. Pri večini opažam, bom tako rekla. Ko smo mlajši, smo pripravljeni več tvegati. Gremo v res v špekulativne naložbe, smo 100% izpostavljeni kriptu, ampak pa z leti, s tem, ko dobiš kakšnega otroka, pa imaš kakšen kredit, pa kakšen, leasing, pa ne vem kaj, se pa stvari malo spreminjajo. Mogoče si malo bolj pozoren na rizike in želiš večjo razpršitev. Tako da, zdaj, kar se pač tiče samega investiranja v slovenske delnice, jaz še vedno sem zagovornik tega, da ne več kot 5, mogoče 10%. In napisala sem tudi komentar, tudi brezplačno dostopen na blogu, o patriotizmu. In na kaj vse pozabimo, ko se sprevržemo v patriote, ko govorimo o investiranju v delnice. Glejte, zdi se mi, da so tudi mediji tukaj malo izgubili kompas. Da uredniki, novinarji lepijo grafe vsak teden z tem, kako raste tečaj delnice Krke, Telekoma, Petrola, ne vem kaj, in potegajo vsa podjetja, ne vem, za tiste všečke in lajke. Drugače, iskreno, Slovenci to ful klikajo in če ti daš Krka, Brodnjak noter v naslov, to bo klikabilen članek. Ampak, kaj je added value? Prebereš, mogoče te zamika, ker je nekdo tam napisal, ful se splača, a se res splača? No, spremljajte naš blog, ker bomo dobesedno secirali tudi vsako slovensko delnico malce drugače. Pogledali bomo tudi z drugega aspekta, ki ga pač te mediji ne objavljajo. Zakaj ne objavljajo? Več razlogov je. O tem tudi lahko da je drugič malce bolj poglobljeno. Ampak hočem povedati, jaz sem res, enkrat me je en kolega urednik opisal, Marija je old school urednik. Imela sem fantastično mentorico in dejansko sem old school in res verjamem v neodvisnost. To se mi zdi tako ključno v tem obdobju, ko smo bombardirani z vseh strani. Z vseh strani nas bombardirajo z novicami. Kričijo, kliknite na mene, preberite mene, glejte mene.
Ne? Pomembno se je ustaviti, distancirati mal, ne vem, pogledati, kaj je quality, kaj prinaša dodano vrednost. In konec konca tudi to sem hotela narediti z modrim AI. Dajte se ustaviti, nehajte iskati hitre neke namige, hitre vroče zgodbe. Pač da se res, jaz verjamem in sem zagovornik tega. Počas, disciplinirano, sistematično. Res se veliko da naredi na ta način. Res pa je, da se tudi v tem obdobju AI-ja, tudi konec konca bi tudi en razlog, zakaj sem jaz dala odpod. Meni se je zdelo sedeti v eni pisarni, brati članke cel dan, medtem ko se dogaja zunaj toliko, kar tako malo, kaj, ne fear of missing out, mogoče je bil fear of missing out, ampak hočem poskusiti, hočem eksperimentirati. Moram eksperimentirati, zato ker z eksperimenti in s testiranjem se mi zdi, da res lahko nekaj dobrega naredimo. Mal bluzim, ampak ne vem, zdi se mi, toliko se je v meni nabrala enih stvari, ful sem vesela, da smo launchali to spletno stran, da smo launchali te gadgete, taksistenta smo launchali, to sem čisto pozabila povedati. Taksistent, moja največja nočna mora, oddaje davčne napovedi, 28. februar. Jaz delam epizode dve epizodi davčne naredim, eno novembra, pa potem še februarja in quick epizoda, ne oddaje 5 minut pred 12. Honestly, jaz sem ena izmed tistih, ki oddaja 5 minut pred 12. Se zgodi tudi že, da sem malo čez 12 oddala in sem mogla narediti samo prijavo. Meni je to nočna mora. Meni je res to nočna mora in zato smo razvili taksistenta, ki v bistvu iz INR podatke pretvori v bistvu podatke, ki so primerni za uvoz v e-davki. Po čem se razlikujem od drugih? Potem, da dejansko lahko sami popravljamo podatke, vnašamo podatke, gre za nek hibrid vnos, se pravi, lahko vneseš podatke iz nekega brokerja in potem lahko sami dodajamo in popravljamo in tako dalje. Skratka, zdi se mi, da je to nek added value, dodajali bomo pa seveda tudi druge brokerje. Ne samo to, po čem se diferenciramo? Potem, da dejansko pošiljamo maile in zahtevamo, da pripravijo podatke brokerji na način, da bojo imeli nek added value za uporabnika, ki bo pripravljal davčno napoved. Oprost, PDF, kot jih pripravlja recimo Trade Republic, ni zadovoljiv. Zato smo poslali prošnjo, da ne malo razmislili o tem, da bi pripravili podatke na način, da jih lahko normalen človek uporabi pri pripravi davčne napovedi. Tako da te stvari v bistvu še delamo v ozadju in ta taksistent kot modri AI sta v bistvu trenutno v razvojni fazi in bosta res upgradena in se bosta stalno v bistvu posodabljala z novitetami in tako dalje. Zdaj, MoneyHow sem letos dodala tudi pač naročnino, MoneyHow Premium. Morate se zavedati, da v bistvu vse te stvari prihajajo nekako iz mojega žepa. Modri AI, taksistent, to so neke velike investicije in še večje investicije prihajajo v prihodnje, ker želim v bistvu pač narediti nekaj, drugače, disrupcijo, če želite. In zato sem dala to v naročnino. Bomo videli, kaj bo iz tega, mogoče bo fail. Ne vem, ampak zdi se mi, da če ne probaš, ne boš vedel. Spomnim se enkrat, ko mi je enkrat en urednik, oziroma šef, rekel, ne ostane skrivnost, da to je. Rekel je, to nima smisla. Sem rekla, a si že kdaj to počel, pa da si, ne vem, imaš izkušnjo, da nima smisla. Je rekel, ne, ampak jaz vem, da to nima smisla. Jaz sem vse to naredila. Jaz sem ocenila, da je bil uspešen projekt, on je ocenil, da ni bil uspešen, ker sem vkljubovala. Jaz tista grda Marja, ki kljubuje. Skratka, jaz verjamem v to, da je potrebno investirati, zato da recimo profitiraš, tako v znanju, v izkušnjah, kot finančno. Tako da, zato jaz sem dala tudi v to naročnino, dajte nam priložnost,
še vedno to naročnino 1 leto traje, sam letno naročnino sem dala možnost, po 1 letu, pač, če boste ugotovili, da to ni to, boste pa pač skenslali. Stvar zelo preprosta. Je pa res še nekaj, znotraj naročnine so še nekatere ekskluzivne vsebine, ki načeloma gre za deep dive, analize. Zdaj je glih Andraž napisal en res odličen članek o tem, ali so trgi prenapihnjeni. Je res naredil poglobljeno analizo, celo Blaž Brodnik iz NLB-ja se je na LinkedInu odzval na ta post. Tako da predlagam, da preverite vsebino, pa boste videli, če je to tisto, kar bi vas zanimalo. Gadgeti so pa znotraj te naročnine. Kaj še želim povedati? Lejte, jaz se bom trudila po svojih najboljših močeh, da bom dodajala neko vsebino, dodajala vrednost, da boste imeli nekaj koristi od tega. Seveda ste vabljeni, da mi pišete na marja@moneymusic.si in seveda boste soustvarjali to vsebino in bomo skupaj na nek način reševali nekatere zagate, ki jih imamo kot vlagatelji, kot v bistvu ljudje, ki moramo preživeti v tem svetu, ne? In trenutni veliki negotovosti zaradi različnih razlogov. Skratka, preglejte spletno stran, če boste imeli kakršnokoli vprašanje, prosim, pošljite mi mail, sicer pa prihaja kmalu tudi nova epizoda, malce drugačna, želim, da smo drugačni, želim, da eksperimentiramo. Če vam bo všeč, mi boste povedali, če vam ne bo všeč, pa tudi upam, da mi boste povedali. Mislim, da bom predobila komentar, če vam ne bo všeč, ko pa komentar, če vam bo všeč. Either way, sem zelo zadovoljna, všeč so mi konstruktivni komentarji in tako da najlepša hvala vsem, ki nas spremljate. Če še niste naročeni na MoneyHow, dajte se naročiti na YouTubeu in na drugih platformah za poslušanje podcastov. Tako da najlepša hvala. Poslušajte MoneyHow, ne bo vam žal.